Evo, smo že na skoraj zadnjem delu telesa, to je pa naš gleženj in pa stopalo. Torej, kako največ odnesti od tele masažne pištole pri takšnih bolečinah ali poškodbah v tem delu? Naj poudarim, da ni vedno lokacija bolečine tudi vzrok, ki ga morate, oziroma lokacija, kjer morate vi masirati. Vzrok, ne? Tako je, vzrok v tem primeru. Torej, primer, recimo, da ste se poškodovali koleno ali podarili koleno. Pogosto opažam pri takih zadevah, da se vam potem zakrčajo mišice tudi vse tukaj dol po pokostnici in pa vse dol do gležnja. Posledično lahko tudi gležnj zaradi tega manj funkcionalen. Torej, v takem primeru, sploh pri bolečinah v gležnju, ali pa če ste imeli dalj časa gleženj ali pa koleno nemobilno, v kakšnih opornicah ali kakorkoli, priporočamo masažo tele mišice tukaj, to je anterior tibialis. To gre takole čisto pri pokostnici, tudi ta mehak del, ne ta trd del kosti vaše pokostnice, ampak tale. Tako je zraven na zunanji strani, ne? Tako je zraven. Tukaj bi šel tudi kar relativno močno, ne? Ja, tukaj bi se taka mišica, ki je dostikrat zelo trda, ko je na vrhu, je skoraj, tako da tle lahko kar močen pritisk damo. Mogoče tukaj še en nasvet za tiste, ki trenirate. Pogosto pri tistih, ki veliko delate počepe, ampak ki trenirate na splošno z utežmi, če boste videvali, da imate malo slabšo gibljivost gležnja ali pa da vam koleno ne gre, torej da vam koleno ne more toliko naprej, ne, je pogosto lahko vzrok zakrčenost tele mišice anterior tibialis. Torej ta mišica če se vam stalno takole vklaplja in zateguje, medtem ko delate počepe, pomeni, da vam lahko izvaja restrikcijo v gibljivosti. Torej ni zmer, da samo morate potem masirati tetivo zadaj ali pa meča, da boste dobili večjo gibljivost, pač pa je lahko problem v anterior tibialisu. Tako da, če ste opazili, da zelo velika tole zakrčujete, kar pejte čez masažo celega tega predela gor. Sploh tukaj v tem zgornjem delu so radi te vozličke oziroma prožilne točke. Če pa mogoče vseeno ne začutite, dajte samo ta gib stopala narediti, stopalo v sebi pa dol, pa bo takoj skočila ven mišica. In kot rečeno, tudi vaja. Torej, zraven, ko se masirate, delate to dvige gor, dorsifleksija pa plantarna refleksija. Tako. Tukaj bi še poudaril to, da pejte vse dol do narta in pa tudi do koščic v stopalu. Torej, te male koščice v stopalu, da se bo še to boljše videlo, tako kar dobro prerukajte s tele masažno pištolico. Zakaj? Zato, ker vse tele mišice, ki se potem naraščajo in pripenjajo tukaj v stopalne male koščice, vam lahko povzročajo preveliko kompresijo torej stopalnih mišic, to so stopalnih koščic. To so pa koščice, ki so seveda v stopalih, ne, in če so te mišice v kompresiji, vas lahko boli stopalo in imate tudi slabšo gibljivost gležnja zaradi tega, ker ne dovoli gleženj, da se potem gre stopalo gor. Prav tako, če imate še kakšno tako obutev, da vam še malo bolj stiska skrb stopalo, ali pa da ste imeli dlje časa stopalo v kakšnem gipsu in tako podobno, še dodaten razlog. Dajte to dobro premasirati, zraven pa čim več gibati, tukaj v tem primeru s prstki. Torej s prstki na stopalu, pa greste takole s pištolico čez. Vzdolž, torej prečno, vzdolž, v vse te smeri, kar malo se igrajte in kar dobro premasirajte ta del. Greste lahko vse do gležnja na notranji in na zunanji strani. Evo, pomalo še mišico peroneus, ne? To so pa mišice največkrat, ko komplicirajo zvine gležnjev, zato ker nekak reakcija mišic je, ko se gleženj zvije, da se tudi one zakrčijo, zato da zaščitijo sklep, ne. Se pa nahajajo tako na malo bolj zunanji strani, v bistvu prav na strani, spet kako jih začutimo, tako da obrnete gleženj navzven. Če obrnete navzven, bojo one lahko skočile ven, veste, da ste na pravem mestu. Tako da, ja, kakšni zvini gležnjev, pri temu najpogostejše opazamo, tako da se fajn zakrčijo, pa tudi tukaj spet. Kar močno pritisniti, pomasirati, počakati, da sprosti, pa dodati kakšen hip še aktiven, vzponi na prste tudi. A si mogoče pri kakšnem plantarnem fascitisu, to je pa zadeva, ko imate težave, tako trno v peti, ja. Ko imate težave predvsem s stopalnim lokom in pa fascijo, plantarno fascijo. Si kaj opazila, da pištola prav pride? Ja, pride, zato ker dostikrat se nasplošno pa cela zadnja mečna mišica zategne in se tudi zgodi, da prožilne točke posnemajo težave trna v peti oziroma plantarnega fascitisa, pa tu sploh ni plantarni fascitis. In ko se te točke sprostijo, grejo tudi simptomi plantarnega fascitisa. Torej, izgleda kot plantarni fascitis, pa v bistvu so samo prožilne točke za sprostiti. Tako da tu se pa nahajajo tle, prav na zadnji strani meč, tako,
Po celi dolžini. Po celi dolžini. Okay. Zdaj tukaj pa plantarne fascitis bi jaz mogoče samo še omenil, da sta dva razloga, zakaj plantarne fascitis nastane. Eden je bodi si prevelika zakrčenost plantarne fascije, druga je pa prevelika sproščenost te fascije. In zdaj z pištolo, kot vemo, mi ne moramo aktivirati mišice, mi jo lahko samo sproščamo. Torej, če je vzrok za vaš plantarni fascitis že preveč sproščen stopalni lok, ni nujno, da bo zdaj pištola dosegla svoj namen. Zato morate tukaj dodati, kot smo rekli, zraven potem še vaje za krepitev tega stopalnega loka. Sicer pa za vaje, če na koncu poveva, stopalo boste čim bolje spravili v funkcijo, tako da tudi sami malo delate kontrolirano vse od gleženskega sklepa, torej da delate vaje za gleženski sklep, plus vaje za prste na stopalo. Torej, tudi različne prste je dobro aktivirati, da se naučite aktivirati posebej. Torej, od mazinčkov do palca, vsak prst posebej. In boste videli, da se bo tudi sama funkcija stopala in gležnja izboljšala. Namreč, s tem, ker vi dobite zavestno kontrolo nad mišicami, se tudi elastičnost in pa gibanje mišic izboljša. Ni samo sproščanje mišic. Tako da to moramo večkrat poudariti, tudi čez ta video. Ni samo sproščanje, morate obvezno dobiti kontrolo nad mišico nazaj. To je pa treba malo zavestnega delati. Tle pa treba se kaj potiti. Pa doskrat niti na začetku ni toliko potenja, kot je bolj, jaz temu rečem, zavestno. Torej, razmišljati moraš o tej stvari, glava mora delati, ni druge. Ne bo šlo vse, vem, da marsikdo si to kupi, zato da se pred televizijo masira, ampak... Kar ni slabo. Kar ni nič narobe, ampak če hočete, rešiti kakšne stvari v nulo, bo treba tudi z glavo razmišljati. Še čist zadnji del imamo zdaj. Tako. Tudi zelo pogosta zadeva. Tako da še en video, pa povemo še kaj o tem.